Tina, zelo dobrodošla, zelo sem vesela, da lahko to prvo srečanje, prvi pogovor delim s tabo. Jaz tudi zelo najlepša hvala za povabilo, Maja. Ja, torej, hčerka Mance Košir, to mi je nelagodno izreči, zato ker mislim, da vsak človek potrebuje svoj prostor, da biti od nekoga je omejujoče, zato bi za ogrevanje te ravno o tem povprašala. Namreč, kako je biti v senci nekoga ali pa odraščati ob nekom, ki je slaven, v katerega je pozornost usmerjena družbe kot take, in zdaj izza tega plašča ali pa znotraj te sence ustvarjati tisti prostor sonca za sebe, v kateri si svoboden in v katerem si lahko to, kar si. Skratka, kako si se ti srečevala s temi sencami in omejitvami? Zelo zanimivo vprašanje. V bistvu so bile različne faze, odvisno tudi od tega, kako sem bila jaz v nekem obdobju, tako da verjetno sem bila najbolj obremenjena s tem, da sem to čutila kot neko breme mogoče v poznih najstniških pa zgodnjih 20 letih, takrat, ko si človek nekako želi izoblikovati res, tako kot si rekla, svojo identiteto, svoj ego, in takrat verjetno imajo ljudje različne, otroci recimo slavnih staršev imajo lahko različen odnos do tega. Nekateri so zelo sproščeni s tem, jaz v tistem obdobju nisem znala biti, nisem zmogla biti, tako da je to v meni povzročalo kar nekaj trenj. Na vsak način sem si želela, zelo me je motilo to, da sem imela občutek, karkoli naredim, bo imelo to nalepko. Ja, saj to pa ne vem, je mama lala, ne. Ja, to je mama podprla, to je mama utrla. Ampak kasneje v bistvu z mojim lastnim sproščanjem, tako bom rekla, ne razvojem, ampak sproščanjem, je pa to postajalo vedno manj obremenjujoče in vedno bolj doživljam kot dar. Prvič doživljam svojo mamo kot izjemno žensko, ki mi je ogromno dala v mojem osebnem življenju, me znala podpreti na načine, ki so bili res velikodušni, in v bistvu danes na pragu 40, zdaj imam 39 let pa pol, tako da se bližam tej 40-ki, in je to eno tako obdobje, ko drugače vidiš. Tudi v bistvu vem, kako zahtevno pot je ona prehodila, kaj se skriva za tem njenim prešernim nasmehom, koliko vsega, kar je nekako preživela, preobrazila, tako da jo zelo spoštujem kot človeka in sem v tem smislu hvaležna, čisto neodvisno od tega, da je ona zdaj medijska osebnost, da nekaj pomeni v javnem prostoru, da sem imela priložnost odraščati ob takšni ženski. In da sem lahko ob njej se razvijala v to, kar jaz sem, in v bistvu mogoče bila še malo bolj ravno v teh okoliščinah soočena tudi s tem, kaj je moja pot in kaj ni moja pot, ker v določenih pogledih sva si podobni, v določenih pogledih sva si različni, nekatere reči, v katerih se ona počuti doma, če se jaz manj, recimo ravno te luči javne pozornosti so meni mogoče bile težje zanositi, ne znajdem se tako naravno pod njimi, tako da zame je bila neke vrste osebno odraščanje tudi to, kako se tukaj recimo znajti v tem prostoru, v katerem sem se nekako kar znašla že kot otrok, in potem še sama se je zdelo, si izbrala tako pot, ki je šla tudi v tej medijski smeri. Tako da največji prelom zame v življenju je pa bil pravzaprav, ko že po letih joge in letih vsega v bistvu sem se srečala s pomenom prakse ljubeče naklonjenosti, Maitri oziroma meta, kot se reče v budizmu, ki je v bistvu taka zelo enostavna praksa, v kateri enostavno se povežemo s svojim srčnim središčem in začutimo to prijateljskost do sebe in do vseh drugih ljudi in to negujemo. In jaz, ko sem se srečala s to prakso, se mi je nekako zdelo, da to pa je pravzaprav najpomembnejša reč, ki jo v življenju lahko negujemo, tako da to zelo vključujem tudi
v svoje poučevanje joge. Zakaj zdaj to tukaj omenjam? Na jogi včasih mi punce pravijo, oziroma so me hecale v nekem obdobju, da karkoli ti ne vprašaš, odgovor je vedno ljubeča naklonjenost, ljubezen, ljubeča prisotnost, in to je v resnici tudi moj odgovor, pravzaprav tudi na to življenjsko temo. Da je mene to nehalo obremenjevati takrat, ko sem se nehala toliko obremenjevati s tem, kako me drugi vidijo, doživljajo, in se bolj osredotočila na to, prvič, kako imam jaz lahko rada sebe, kako lahko jaz spoštujem sebe, razvijam svoje darove, in pa kako se lahko v vsakem trenutku osredotočim to, da jaz druge podpiram, da jaz druge spoštujem, da jaz osvetljujem tisto, kar je pri drugih lepo, in če se osredotočiš na to, potem nimaš toliko časa se obremenjevati na ta mogoče ne najbolj koristen, egoičen način s tovrstnimi bremeni. Evo, to je bil zdaj kar dolg odgovor. Odličen odgovor, pa mnogotere poti si odprla.